Spoštovani kolegice in kolegi, dragi Manfred, spoštovani dame in gospodje, cenjeni vsi gostje. Hvala za tako lepo udeležbo na današnji akademiji in kot je bilo rečeno že prej, še posebej smo veseli vseh vas, ki ste bili zraven tudi pred 30 leti, ko sta se v tej isti stavbi ustanavljali obe naši predhodnici. Zdaj v času, ko je slovenska pomlad, ko je slovensko pomladno drevo poganjalo prvo cvetje in tudi s temi našimi predhodnicami obrodilo prve sadove, so v takratni enopartijski državi nastajale politične organizacije, ki so bile temelj za demokratične spremembe in tudi za osamosvojitev Slovenije. Zdaj, gradili so jih mnogi, ki jih danes žal ni več med nami in ob 30. obletnici se jih s hvaležnostjo spominjamo. Nič se ne zgodi brez ljudi, nič ne traja brez institucij, je izrek, ki ga pripisujejo enemu od očetov Evropske unije, Jeanu Monnetu. In ta stavek nam podzavestno odzvanja v glavi, ko primemo danes v roke knjigo, ki jo imate tamle in verjamem, da ste jo že prejeli v roke tekom današnjega dne, knjigo dr. Milana Zvera o 30 letih poti, ki jo prehodila Slovenska demokratska stranka. Slovenske demokratske stranke danes ne bi bilo brez poguma ustanovnih članov, obeh naših predhodnic in zagotovo ne bi obstajali in trajali 30 let brez dobre organiziranosti, sposobnosti preživetja in poguma tudi v najbolj viharnih časih. Zdaj, teh viharnih časov pa je bilo na naši poti, kot vsi dobro vemo, na pretek. Že nastanek obeh naših predhodnic, Slovenske demokratske stranke, so hoteli preprečiti s političnimi, administrativnimi in kazenskimi pritiski. Zdaj, ko to ni uspelo, so medijsko morili Jožeta Pučnika, Franceta Tomšiča, Dimitrija Rupla, Rudija Šeligo, Marjana Vidmarja, Dimitrija Kovačiča in mnoge druge, ki so bili stalna tarča tako imenovanih neodvisnih medijev. Zdaj, mnogim so pošiljali razne kazenske ovadbe, davkarijo, pa tudi udbovske trojke za vrat. Zdaj, danes si nekdo, ki tistih časov ni doživel, težko predstavlja takratne razmere, to kaotično zmes poguma, neizkušenosti, naivnosti, vztrajnosti, vendar pa tudi močne vere v uspeh in v končni cilj. Zdaj, vrstile so se zmage in porazi, delale so se napake, tudi strateške, vendar se pot nikoli ni izgubila izpred naših oči in vedno smo našli to pot tudi iz puščave, pa tudi iz zablod močvirja, tranzicijskega močvirja, ki je v Sloveniji žal še vedno prisotno. Zdržali so ljudje, vsaj večina njih, in nastajala je Slovenska demokratska stranka, ki je iz ruševin zbrala in ponovno združila državotvorne moči nekdanjega demosa. Iz dveh strank, od katerih se je leta 1992, ko smo na prvih volitvah po sprejetju nove ustave prvič volili v državni zbor. Ena od teh dveh naših predhodnic je takrat komaj prebila v državni zbor, druga pa je iz njega celo izpadla, ampak iz tega smo potem z združitvijo začeli graditi nekaj, kar je danes daleč največja in najuspešnejša stranka v zgodovini Slovenije. Stranka, ki ima od takrat za seboj 8 zmag na volitvah, na lokalnih, državnozborskih in evropskih, močne korenine v vseh delih države in vpliv in ugled tudi v sestrskih političnih družinah v svetu in v Evropi. Stranka, ki je bila 30 letja neločljiv od začetka nosilni steber slovenske osamosvojitve,
bila je neločljiv del boja za demokratično preobrazbo, odpravo drugorazrednosti in ponovnega vstopanja Slovenije v evropske civilizacijske tokove. Veliko te zgodovine smo videli v slikah in v videoprojekcijah prej na ekranu in to mi omogoča, da o tem govorim manj. Tisto, kar je pomembno poudariti ob tem 30. rojstnem dnevu Slovenske demokratske stranke, je to, da je bila Slovenska demokratska stranka tudi v času najbolj viharnih časih, tudi v času največjih napadov, sposobna ravnanj, ki so omogočila, da smo ne zgolj stali in obstali, ampak tudi nadaljevali pot zvestobe sebi, svojim vrednotam in Sloveniji. Zdaj, ko je bila Slovenska demokratska stranka Zdaj, ko smo bili najbolj oblegani, ko smo dobivali tudi nože v hrbet in smo se bili prisiljeni braniti na vseh koncih, smo poleg obrambe zmogli tudi programsko ofenzivo. Tudi takrat je bila stranka sposobna oblikovati predloge za večjo blaginjo Slovenije, namesto tistih, ki so imeli škarje in platno v rokah, vendar njihov cilj ni bilo delo za skupno dobro, ampak oblast za vsako ceno. Tudi sredi največjih zlorab državnih institucij zoper Slovensko demokratsko stranko, sredi medijskih umorov, smo se bili sposobni zbrati k trezni razpravi in se vmes velikokrat tudi nasmejati. Prav, niso nas uničili s tem in zaradi tega je Slovenija danes na pragu času bistrenja in brstenja. Nekateri boste rekli, da do tega prihaja pozno in se strinjam, do tega prihaja pozno, zelo pozno, ampak brez Slovenske demokratske stranke tudi te pozne priložnosti ne bi bilo. Že na začetku slovenske tranzicije je slovenski pisatelj Drago Jančar napovedal ta čas, ki je pred nami, z naslednjimi besedami. Rekel je približno takole: ni vsak antifašist demokrat, je pa vsak demokrat avtomatsko antifašist in antikomunist. Demokratu je za demokracijo in vsak demokrat to podpira, vsak demokrat je za demokracijo in je proti vsakemu totalitarizmu. In Slovenska demokratska stranka je za demokracijo in je proti vsakemu totalitarizmu. Vedno. Na tej osnovi smo pripravljeni vedno in povsod sodelovati v dobro Slovenije, za blaginjo Slovenije, za vsakomur, ki brez težav in dodatkov podpiše ta stavek. Pa če se imenuje levi ali desni, socialni, krščanski ali liberalni demokrat. A demokrat in demokratičen ne po imenu, ampak po delu in prepričanju biti mora. Rekli boste, ali v Sloveniji sploh obstajajo stranke, ki tega osnovnega testa ne zmorejo. Ne, da žal obstajajo. Vsi vemo, da obstajajo. Kajti stranka, ki glasuje proti resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, se ne more šteti za demokratično. Lahko je lista čigar in česarkoli, demokratična pač ni. In nima nič skupnega z Evropo vrednot, Evropsko unijo in evropsko civilizacijo. Evropska unija Evropska unija, kot je prej dejal naš prijatelj Manfred Weber, je nastala ravno zato, da se preprečijo tragedije iz preteklosti, da
nastane politična družina, ki se je sposobna upreti vsakemu totalitarizmu in ki je sposobna zagotavljati svobodo od Lizbone do Baltika, in od Baltika do Jadrana. Mimogrede v tej resoluciji, ki jo omenjam, piše, da napačna politika do zgodovine navaja na spodbujanje sovraštva in nestrpnosti do drugače mislečih. Zdaj, uresničevanje te ugotovitve člani in članice Slovenske demokratske stranke praktično žal še vedno vsak dan občutimo na lastni koži. In ko govorimo o demokratičnosti in demokraciji, spoštovani, stranka, ki domuje in posluje v ukradeni judovski vili, je lahko karkoli demokratična in demokratska po vrednotah zagotovo ni. In stranka, ki časti in proslavlja uničenje enega totalitarizma, hkrati pa časti in poveličuje drugega, ni demokratična. Zlo, kaj ti stara resnica pravi, zlo, ki se spopade z drugim zlom, zaradi tega še ne postane avtomatično dobro. Zato mi jasno povemo, hvala, totalitarci vseh barv, ste onkraj vrednostnega središča slovenskega naroda in onkraj vrednot evropske civilizacije. Pravzaprav ste nevarnost za oboje. Lahko mislite o sebi karkoli, lahko vreščeči zvočniki vaše propagande ustvarjajo kakršnekoli privide, na koncu je vaše ravnanje tisto, ki vas izdaja. Lahko se imate za prvorazredne, ampak dokler ne boste stopili iz sence totalitarizma, ne boste del demokratičnega loka slovenske in evropske politike. Zdaj, po naši zmagi na lanskoletnih parlamentarnih volitvah se je odprla velika razprava o tem, kdo s kom, kdo bi s kom sodeloval, kje so ločnice, kaj je ločnica. Tukaj je ločnica. Tukaj je ločnica. Za dobro države, za skupno dobro lahko sodelujejo demokratične stranke, ki brez vsake rezerve glasujejo za resolucijo Evropskega parlamenta o totalitarizmih, ki imajo negativen odnos do vsakega totalitarizma, ne glede na to, ali mu dajo levi ali desni predznak, takšno ali drugo ideološko barvo. Demokrat je tisti, ki je proti vsakemu totalitarizmu. Ampak, spoštovani, ta odgovor je bil potreben zaradi te razprave, ki se je pač vlekla doslej eno leto in na katero smo mogoče doslej malo premlačno odgovarjali. Rojstni dan stranke pa je seveda priložnost, ko vedno vržemo en pogled v preteklost, pozornost pa je seveda usmerjena v prihodnost. In o tej prihodnosti se splača pogovarjati. O tej prihodnosti je prej govoril naš prijatelj Manfred Weber in morda pravzaprav še nikoli po letu 1991, po osamosvojitvi, doslej našega rojstnega dne nismo praznovali v času, ko bi bila prihodnost, ki je pred nami, tako odprta in tako malo samoumevna. Toliko različnih možnosti je pred nami in niso vse dobre. Kajti star pregovor pravi, da je za luknjo v ladji, za to, da potopiš ladjo, dovoljen sam pijan mornar. Za to, da pa ladjo izgradiš, pa je potrebno na stotine pridnih rok in ogromno znanja. Torej, ta prispodoba danes zagotovo vsaj deloma velja za Evropsko unijo
in 26. maja so pred nami volitve v Evropski parlament. Vedno v zgodovini pride čas, ko mora vsaka skupnost, vsak narod premisliti svoje mesto v svetu, in pred temi volitvami je tak čas prišel za Evropo. O nekaterih ključnih izzivih je prej govoril upajmo bodoči predsednik Evropske komisije Manfred Weber in tega ne bom ponavljal. Ocena je bila dokaj točna. Tisto, kar je v Sloveniji, ki ima žal zelo nizko participacijo v udeležbo na evropskih volitvah, danes mislim, da nekoliko bolj jasno predvsej večjemu delu volivcev kot pred 5 leti, ko so bile zadnje volitve v Evropski parlament, je vsaj to, da je danes Evropska unija predvsej drugačna kot leta 2004, ko smo se Evropski uniji pridružili, ali kot leta 2003, ko smo z velikansko večino glasovali za vstop v Evropsko unijo in v NATO. Ko smo končno dočakali nek trenutek, ki so ga sanjale generacije, da se Slovenci ponovno povežemo z drugimi narodi zahodne civilizacije. In desetletju in pol, ki je sledilo našemu vstopu v Evropsko unijo v teh 15 letih, smo najprej živeli neke medene tedne Združene Evrope, nato smo se spopadali z gospodarsko krizo, na koncu smo se soočali z množičnimi migracijami in z Brexitom, in ta izziv še vedno traja. Brexit, odhod Velike Britanije iz Evropske unije, predstavlja enega velikih šokov, verjetno največji šok, ko bo pokazala prihodnost od nastanka Evropske unije dalje. Evropska unija se je doslej le širila, tokrat pa iz nje odhaja ena od največjih članic. Seveda Evropska unija zaradi tega ni razpadla in tudi jutri še ne bo, se je pa zaenkrat ustavila in bi se slepili, če tega ne bi videli. In naenkrat je, in nekateri to odkrito zagovarjajo, postala možna tudi vožnja nazaj. Se pravi, v nek čas fragmentirane Evrope, ki je sicer vseboval tudi daljša ali krajša obdobja miru, v glavnem pa je prinašal slej ko prej, in to praktično, kot smo videli v prejšnjem stoletju, vsaki generaciji strašno trpljenje, uničenje, nekaj, česar, verjamem, si nihče ne želi ponavljati. Že sam praktični obstoj možnosti, ali pa potrditev možnosti v praksi, da neka država zapusti Evropsko unijo, povečuje nestabilnost. In seveda nestabilno okolje samo po sebi vedno krepi egoizme, preprečuje dobre kompromise, in dobri kompromisi so od samega začetka temeljni način delovanja Evropske unije. Zadnje krize, še posebej migrantska, so dodatno razgalile neko precej skrito, poznavalcem pa zelo očitno nevarnost za obstoj Evropske unije, in to so dvojna merila. Zaradi svoje specifične teže, številčne zastopanosti v bruseljski administraciji, zaradi potencialov, ki so očitni, v Evropski uniji obstajajo velike članice, ki vse to imajo in imajo večjo specifično težo. In bilo zelo sebično, če bi rekli, da je ta večja specifična teža in ta, lahko rečemo, tudi večji vpliv nekaj, kar je krivično, ker kadarkoli se zgodi neka večja kriza, vsi najprej gledamo Nemčijo, Francijo in ostale države, kaj bodo oni storili. Se pravi, iz tega naravnega položaja, večjega vpliva, večjih možnosti, večjih potencialov, seveda izhaja tudi
večji vpliv, ampak tudi večja odgovornost, ne. Tisto, kar v zadnjem času na nekaterih primerih skrbi in predstavlja, bom rekel, enako grožnjo za prihodnost Evropske unije kot zunanji pritisk v obliki migracij ali kakšne nevarnosti z vzhoda, pa so dvojna merila, ne. So primeri, ko neka velika vplivna država znotraj Evropske unije svoje nacionalne probleme ali pa svoj nacionalni problem z lahkoto razglasi za evropskega, ko pa neka manjša država članica ima nek svoj nacionalni problem, pa je velikokrat z lahkoto spregledana. Nihče ne prilagaja merila njej. V skrajnih slučajih pa je lahko seveda takšna država članica tudi obsojena, da je sebična in tako naprej. In v zadnjih letih smo doživeli nekaj primerov, ki to nevarnost tega pospeševanja dvojnih meril precej povečuje. Zdaj, Evropska unija je močna zaradi tega, ker je to skupnost, v kateri zaenkrat, hvala Bogu, vsaj še v največji meri, mišljeno je pa, da v celoti, veljajo pravila. Velja vladavina prava. Ne velja pravica močnejšega. Ampak vladavino prava najbolj, kot sami vemo iz naših domačih izkušenj, ogroža uporaba dvojnih meril. Zdaj, eno od teh primerov je, ko pač evropske institucije z veliko lahkoto obravnavajo dejanske ali pa namišljene kršitve v nekaterih članicah Evropske unije, še posebej tam, kjer so vlade konservativne ali pa krščansko-demokratske, ko gre pa za države z vladami socialistov, liberalcev ali pa kvaziliberalcev, potem pa takšnih obravnav ni. To je nekaj, kar recimo v Slovenijo vidimo in občutimo v zadnjih letih na lastni koži. In skrbi nas tudi to, da se je za zakrivanje teh dvojnih meril raznela neka nesmiselna ideološka debata o tem, katera demokracija je več vredna. In v Evropi zdaj razpravljamo o spopadu med različnimi demokracijami. Zdaj, napredne sile naj bi prisegale na liberalno demokracijo, nazadnjaške pa na iliberalno demokracijo. Zdaj, ko ta trik pogledamo od blizu, vidimo, da gre zgolj za trik, kajti demokracija je pač demokracija. V osnovi ni ne liberalna, ne iliberalna, ampak gre za način odločanja v svobodni družbi, pri kateri ima vsak polnoletni in opravilno sposoben človek en glas. Zdaj, pridevniki, kot so socialna, krščanska ali liberalna demokracija, so vrednotni, označujejo različne politične usmeritve, ki so pa vse demokratične, kadar pristajajo na svobodno družbo, splošno volilno pravico in zavračajo vse totalitarizme enako. In do nedavnega je veljalo, da nobena demokracija ni vrednejša od drugih, potem pa se je pač pojavil ta trik, začeli so razlagati, da je prava demokracija zgolj liberalna. Zdaj, da so to pograbili liberalci, je jasno, ker gre to njim na kožo. Da so to pograbili socialisti, je tudi vsaj za nas samo po sebi razumljivo, ker vemo, da so navajeni poljubno izkrivljati različne pojme. Da pa se je ta trnek pograbil tudi v naši politični družini včasih, to pa včasih že meji na mazohizem. In uporaba dvojnih meril, bodisi ko gre za realno življenje, bodisi ko gre za vprašanje vrednot, je najhitrejši način za uničevanje medsebojnih vezi, zaupanja in tudi ustvarjalnega vzdušja v vsaki skupnosti.
Spoštovani kolegice in kolegi, ko smo glasovali za vstop nazaj, za vključitev nazaj v evropsko civilizacijo, bi lahko rekli formalno za vstop v Evropsko unijo in zvezo NATO, smo Slovenci vstopili v Evropo narodov, v Evropsko unijo narodov, v neko edinstveno povezavo doslej v zgodovini človeštva, ki formalno zagotavlja enakopravnost naše kulture, jezika, nacionalne identitete in ki tudi Slovencem kot majhnemu narodu, majhni državi omogoča soodločanje pri bistvenih zadevah. Nikjer druge na svetu ni takšne skupnosti, takšne večnacionalne skupnosti in to je dejansko civilizacijski dosežek. Sveda, v veliki meri ta možnost soodločanja predpostavlja, da si to tudi sposoben, ne? In da drugi spoštujejo ta pravila. Zdaj, kako je s tem v našem primeru v zadnjem času, o tem danes ne bom govoril, ker govorimo o tem, s čemer se bomo soočali v prihodnosti kot Evropejci. Danes v Evropi, kot je prej nakazal tudi naš prijatelj Manfred Weber, prihaja do določenega ohlajanja. Obujajo se nekatere grožnje. Evropska unija že s tem, ko je nastala, ko se je širila, ko danes zajema večino evropskega kontinenta, omogoča produktivno, mirno rešitev mnogih starih konfliktov, ki se jih niti ne zavedamo, ker jih ne čutimo več. Zdaj, če ta okvir razpade, lahko pride na dan vse tisto, kar mogoče, če se bolj ukvarjate z zgodovino, bolj odbližje poznate in česar so se naši očetje, dedi in pradedi vedno bali. Ampak zdaj se to okolje ohlaja in Slovenci se moramo tega še posebej zavedati. Zdaj pojavljajo se ideje, ki rušijo to za nas ugodno okolje z obeh strani. Slišali smo v Evropskem parlamentu politika tako imenovane liberalne stranke, ki je dejal, rešitev za vse probleme v Evropi je to, da morajo države članice prepustijo suverenost Evropski uniji in evropskim institucijam. S tem se velikanska večina Evropejcev ne strinja. Tisti, ki to forsira danes, ravno tako ruši Evropo, kot tisti, ki pravi, da Evrope ne potrebujemo odkrito. Kajti če, recimo gledano z našega stališča, na hitro uvajamo nekatere rešitve, ki to unikatno zgradbo nagibajo na eno ali na drugo stran, potem to, tako kot druge, ogroža tudi nas, pravzaprav nas še bolj, glede na našo specifično težo. Predstavljajte si, da nekdo naredi Evropo, v kateri gre zgolj za večinsko odločanje in potem Slovenci pristanemo na 0,5% vpliva v tej nekaj 100-milijonski skupnosti. Jaz mislim, da do tega ne bo prišlo, ampak gledajte, gospod Verhofstadt je približno nekaj takega predlagal. Zdaj, po drugi strani je pa treba vedeti, da nacionalizmi, predvsem velikih evropskih držav, ki so v preteklih stoletjih večkrat pustošili celino, niso mrtvi enkrat za zmeraj. Še vedno obstajajo takšne ideje in treba je vedeti, da se seveda še nobena vojna v Evropi ni začela zaradi nacionalističnih teženj majhne države, ki bi napadla veliko, ampak so se vedno vojne začele zaradi obratnih razlogov. Zato upajmo, da se to nikoli ne bo zgodilo, ampak če bi šel razvoj po napačni poti, lahko enkrat v prihodnosti odkrijemo, da med tema dvema poloma, ki danes ogrožata to, kar je pozitivno v Evropi in obstoju Evropske unije, niti ni
kakega velikega razhajanja glede končnih strateških ciljev. Nikoli ne bi smeli pozabiti stvari, ki so se dogajale v prejšnjem stoletju, nikoli ne smemo pozabiti pakta med Hitlerjem in Stalinom, nikoli ne smemo pozabiti Jalte in vedno moramo imeti pred očmi tudi dogajanje v zadnjem desetletju, katerega del smo bili tudi Slovenci nekaj časa, ko je imela najpomembnejša evropska institucija, se pravi Evropska komisija, eno stališče, ko je šlo za južni tok in drugo stališče, ko je šlo za severni tok. Izrazita dvojna merila, ki nas opozarjajo na to, da nekatere stare ideje niso zamrli. Zaradi tega je, spoštovani prijatelji, čas, ki je danes pred Evropejci, tudi pred Slovenci, čas političnega boja za Evropo. Za Evropo, za kakršno smo glasovali na referendumu leta 2003, za Evropo evropske civilizacije in kulture, utemeljene na 10 božjih zapovedih in razsvetljenstvu, Evrope, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, enakopravnost obeh spolov, pravico človeka do varnosti in dostojanstva. Za Evropo, ki je svojo civilizacijo pripravljena in sposobna varovati in braniti, in pravni temelji takšne Evrope so po našem mnenju zapisani v Lizbonsko pogodbo. V dogovor evropskih držav, članic Evropske unije, ki danes pravno velja. Kakorkoli stvari obračamo, to je nek okvir, ki je tisto, za kar smo glasovali, ki omogoča različna ravnotežja, spoštovanja pravil, če se tega držimo, in ki omogoča tudi napredovanje. Zato, čeprav je to zelo suhoparno rečeno, nas lahko v tem trenutku skrbi vse, kar nas oddaljuje od Lizbonske pogodbe. V tem trenutku je to tisti temelj, ki zagotavlja ključno stvar, ki jo v tem trenutku potrebujemo, in ključna stvar, ki jo v tem trenutku v Evropi potrebujemo po vseh teh krizah v zadnjem desetletju in po Brexitu, je stabilizacija. In stabilizacija stanja, obramba tega civilizacijskega dosežka bo osrednji izziv mandata po majskih volitvah v Evropski parlament. In naslednjega predsednika Evropske komisije, ki je danes tukaj med nami, verjamem, čaka izjemno delo. Mislim, da še noben mandat nobenega predsednika Evropske komisije doslej ni bil tako zahteven, tako poln izzivov. In to ni edini izziv. Kajti v tem istem mandatu, na podlagi uspešne stabilizacije, katero moramo verjeti in zanjo tudi delati, je nujna dograditev te evropske strukture na področju obrambno-varnostne in deloma monetarne politike. In tudi to oboje je velikanski izziv v skupnosti, kjer je 27 držav članic in različnih interesov. Znotraj, ne izven, ne kot konkurenca, ampak znotraj Severnoatlantskega zavezništva, znotraj NATO, moramo oblikovati bolj učinkovito obrambno krilo, evropsko obrambno krilo, ki bo hkrati sposobno poskrbeti za varnost celine in tudi našega sosedstva ob vključevanju kapacitet tistih držav, članic Evropske unije, ki niso članice NATO. Tukaj je veliko kapacitet, ki niso izkoriščene, ki morajo biti izkoriščene za skupno varnost in obrambo Evrope, in to je zelo velik izziv pred mandatom evropskih institucij, tudi vseh držav članic v naslednjem mandatu. Tudi naša skupna valuta evro. Mi smo vstop v evroobmočje proslavili v sosednji dvorani pred dobrim desetletjem z veliko proslavo in tudi danes verjamemo, da je vstop Slovenije v evroobmočje Slovenijo zavaroval še pred hujšimi učinki zadnje finančne in gospodarske krize. Izkazalo se je, da je to nek dosežek, katerega
dobrobiti je deležna tudi Slovenija, ne samo Nemčija in še nekatere druge države, kot se včasih govori pri tistih, ki so napovedovali smrt evra že v prvem desetletju po nastanku. Kljub temu pa je zadnja finančna kriza pokazala tudi na ranljivost te skupne valute. Zaradi tega potrebuje dodatne mehanizme za večjo odpornost pred notranjimi in zunanjimi tveganji. In spoštovani, tudi to je zelo velik izziv. Poskušala se je veliko, koraki naprej so bili narejeni, zagotovo. Manjkajo pa še mehanizmi, ki bodo zelo velik izziv za prihodnjega predsednika Evropske komisije in za vse evropske institucije. Zdaj dovolite mi, da ob koncu rečem nekaj še o dogajanjih, ki so aktualna v naši politični družini v Evropski ljudski stranki. Ko smo prej z gospodom Manfredom Webrom obiskali cvetoče družinsko podjetje našega bivšega poslanskega kolega Iztoka Podkrižnika in na licu mesta videli zdaj, kakšne priložnosti prinaša skupen evropski trg, če si sposoben biti konkurenčen, videli, da lahko tudi slovensko podjetje kupi nemškega, če je uspešno. In ko je Manfred tam predstavljal svojo vizijo Evrope, v kateri bomo vsi napredovali, v kateri se ne bo treba mladim izseljevati s trebuhom za kruhom, so edina vprašanja novinarjev šla na Viktorja Orbana, članstvo Fidesa v Evropski ljudski stranki, kredite Slovenske demokratske stranke in ostalo. Jaz sem Manfredu to vnaprej povedal in sem uganil točno vse, kar so vprašali. Ni bilo kako veliko presenečenje, ampak vendarle je treba povedati, da v Slovenski demokratski stranki nismo ravno zadovoljni pa veseli zaradi tega dogajanja, ker mislimo, da nikomur ne koristi. To dogajanje je nenavadno in veliko veselje politični konkurenci Evropske ljudske stranke vseh barv. Hkrati z začetkom volilne kampanje, predvolilne kampanje, ki poteka pod geslom skupaj smo močnejši oziroma stronger together, so pač nekateri naši kolegi v Evropski ljudski stranki sprožili postopek za izključitev stranke, ki je najuspešnejša po volilnih rezultatih. Zdaj to seveda ne gre skupaj z našim geslom, skupaj smo močnejši, ki je resnično. Skupaj smo močnejši v Evropski uniji in skupaj smo močnejši tudi v Evropski ljudski stranki. In zdaj, če kdo misli, da bodo evropski volivci v katerikoli državi članici nagradili družino, ki se prepira med seboj v predvolilnem času, ali pa politiko, ki institucije postavlja pred težave, skrbi in potrebe ljudi in volivcev, potem bo ta maja, ko bomo dobili volilne rezultate, zelo razočaran. Treba je vedeti, da biti velika družina avtomatično pomeni biti sposoben živeti z razlikami. Tudi mi to vemo, Slovenska demokratska stranka je velika družina, veliko različnih interesov, veliko časa porabimo za usklajevanje in smo se naučili živeti z temi razlikami. In vsak, ki je velik, mora biti sposoben tudi presegati te razlike z modrimi kompromisi in Evropska unija sama po sebi je primer napredka preko dobrih kompromisov, vedno, kadar pride do zelo različnih interesov, zato je tudi obstala. In biti velik pomeni biti sposoben presegati razlike s kompromisi, vedno, kadar je potrebno. In jaz upam, oziroma mislim, da govorim v imenu vseh, upamo, da bomo tega v tem primeru našli v najkrajšem možnem času in sposobni to doseči in da bo sicer izjemno odlična kampanja našega prijatelja Manfreda Webra, za katero mu čestitam, enako vsem njegovim sodelavcem, ogromno energije vlaga vanjo, če primerjamo to kampanjo s tem, kar je njegov predhodnik počel v predvolilnem času pred 5 leti, potem je razlika ogromna.
Skratka, upamo, da bo ta prepir v družini čim prej razrešen z pametnim kompromisom, brez delitve sil, in da bo Manfredova kampanja lahko čim prej razbremenjena tega nepotrebnega balasta. So drugi v Evropski ljudski stranki, ki se morajo s tem ukvarjati. Jaz sem trdno prepričan, da v katerikoli evropski državi, velikanska večina volivk in volivcev, velikanska večina Evropejcev od nas pričakuje, da bomo v prihodnje, da se bomo zdaj pred volitvami pogovarjali o teh točkah programa, o tem, kako zagotoviti v Evropi blaginjo za vse, kako zavarovati njene meje, kako poskrbeti za varnost Evropejcev, kako preprečiti, da se bodo ti izzivi, ki jim nismo bili najbolje kos v prejšnjem mandatu, obvladovali bolje, ker ne bodo izginili iz naskokov zgodovine, in da jih prav malo zanimajo neki politični prepiri v strankah, ki se potegujejo za, še posebej v strankah, ki se potegujejo za relativno zmago na teh volitvah. Spoštovani, predlagam pa seveda, da danes preostanek tega večera namenimo temu, da nagradimo tiste, ki so dosegli najboljše rezultate v minulem letu. Veliko zmagovalcev smo imeli lani, tako v različnih okrajih, na državnozborskih volitvah. Zmagali ste, ker večinoma ste vsi tukaj kot naše kandidatke in kandidati na volitvah za državni zbor v 75 od 88 volilnih okrajev. V 75 od 88 volilnih okrajev. Se pravi, imamo 75 zmagovalcev na državnozborskih volitvah in zmagali smo seveda tudi na lokalnih volitvah, kjer ste v nekaterih občinah praktično dosegli nemogoče, in iskrena čestitka tudi iz tega mesta, ko to omenjam, čeprav bomo potem čestitali tudi tistim najboljšim, vsakemu posebej. Prav je tudi, da se ob tej priložnosti z zmagovalci dvojnih volitev v lanskem letu družimo, poveselimo in da pogledamo na življenje tudi z lepše plati. Torej, iskrene čestitke ob 30. rojstnem dnevu. Žive naj vsi narodi in vsi ljudje, ki v srcu dobro mislijo. Bog živi nam deželo, Bog živi nam Evropo, Bog živi ves slovenski svet. Hvala lepa.